Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci v oddaji Vroča tema na spletnem portalu domovina.je. Ali se je Evropska komisarka Věra Jourová res umešavala v notranje politične zadeve Slovenije in celo v ustavno-pravno ureditev? Tako pravita predsednik Slovenske demokratske stranke Janez Janša in evropski poslanec dr. Milan Zver, ki sta včeraj na tiskovni konferenci razkrila več kot 100 strani dokumentov, ki sta jih pridobila preko ombudsmanke od Evropske komisije na temo priprave obiska Věre Jourove v lanskem letu, kmalu potem, ko je Ustavno sodišče tudi odpravilo zadržanje izvajanje nove novele zakona o radioteleviziji Slovenija, ki je potem pomenila, da se je moralo prejšnje vodstvo na hitro posloviti in sledile so številne kadrovske čistke, o čemer smo seveda na našem spletnem portalu že pisali. Dr. Milan Zver, ki je do teh dokumentov prišel, je danes naš gost. Lepo pozdravljeni. Pa me najprej zanima, kako ste prišli do teh dokumentov, zakaj ste jih pravzaprav želeli pridobiti in kakšna je bila pot? 1 leto je trajala, zakaj? Res je, več kot 1 leto traja ta zgodba, predvsem zaradi tega, ker sem želel dokazati, da je njena intervencija, njen obisk na Ustavnem sodišču bil politično motiviran. Vemo, da je Ustavno sodišče februarja lanskega leta zadržalo izvajanje tega zakona, te novele, in potem po tem obisku nenadoma sprostilo zakonodajni postopek in zakon je bil hitro sprejet in vse posledice, ki so sledile, ki ste jih že omenil, so znane, ne? In seveda pravi dokaz za to bi moral biti v dokumentih, ki so bili pripravljeni, to je v opomnikih, v raznih drugih oblikah komunikacije med slovensko stranjo in pa Bruslom, komisijo, pa tudi med samimi organi komisije, in jaz sem vse te dokumente hotel, da bi poskušal dokazati domnevo, da je komisarka nezakonito intervenirala v zakonodajnem postopku, ne? Ker že sama logika in tudi zdrav kmečki način razmišljanja nam daje verjeti, ne, da se je nekaj zgodilo. Zakaj bi Ustavno sodišče najprej zaustavilo postopek, potem pa po tem obisku takoj sprostilo. In seveda komisarka nam ni najprej ustregla, ne, najprej so rekli, da to ni mogoče dobiti, na to so rekli, ok, so nam dali to poročilo, prvo poročilo z maja lanskega leta, ki je imelo 6 strani, ampak so nam dali samo prvo stran, ostalega pa ne. No, potem je tiskovni predstavnik Evropske komisije napačno dejal tudi, da nam niso dali ostalih strani zato, ker jaz nisem zahteval recimo še ostalega, kar je seveda bila čista laž. No, potem smo ponovno zaprosili za vse dokumente in oni so se 2-3-krat opravičili, da je to preveč gradiva, da ne morejo upoštevati vseh rokov, ki bi jih morali, ne. In na koncu sem zaprosil varuhinjo človekovih pravic, O'Reilly, in gospa je stopila na našo stran, je opozorila komisijo, da mora delati transparentno. Paradoks je, ne, da je Věra Jourova komisarka za transparentnost in vrednote in da se ravno njej to zgodi, ne. In ta, ne bi rekel malomarnost, ampak strah pred razkritjem je šel tako daleč, da tudi po tem opozorilu ombudsmanke ni dala vseh dokumentov. Zdaj nazadnje smo dobili res en pok, več kot 100 strani dokumentov, ki pa že sami po sebi kažejo na to, da je bil obisk izrazito političen. Ja, se bova šla skozi vse te opomnike, ampak najprej, če se dotakneva opomnika sestanka med Jourovo in predsednikom Ustavnega sodišča, dr. Matejem Accettom. Zdaj, 3. točka ciljev tega sestanka je še vedno počrnjena. Kaj je obrazložitev, ki ste jo dobili? Zakaj je počrnjena? Ja, ta obrazložitev je res tako malo smešna, ne. Torej, ta točka je ključna, ne. Zato oni tudi... Ampak kako veste, kaj je počrnjeno? Domnevamo, ne.
glede na to, da so vsi ostali opomniki, večina teksta, večina vsebine namenjena medijem in pa RTV, domnevamo, da je tudi ta točka se nanaša ravno na to temo. In zakaj, oni pravijo, zakaj so počrtali, zakrili to, zelo čuden razlog, če bi to razkrili, bi potem imeli sodelavci komisarke ali pa komisije nasploh velike težave v bodoče napisati to, kar je potrebno, lahko bi se zgodila kakšna samocenzura in podobno. Popolnoma nelogično. Ampak vi se niste sprijaznili, čeprav razumem, boste vztrajali, kako poskušate zdaj priti do tega, da vam to odkrijejo? Absolutno, jaz bom nadaljeval, jaz svojo pisarno in tudi z znanjo pomočjo pripravljam tožbo na Evropsko sodišče in bom seveda zahteval razkritje te tretje točke, znamenite tretje točke, in potem bomo videli, koliko je ura. Ampak ne glede na to, lahko rečem, da je bil obisk izrazito političen. Znano je formalno, recimo, da Jourova spada v isti politični spekter, v isto politično družino, kot je slovenska vlada, pa Svoboda, pa Joveva, recimo evropska poslanka, ki se je precej vključevala v to, tudi ko je bil sprejet recimo evropski zakon o svobodi medijev, sta dale z Jourovo približno isto izjavo, da je ta zakon pomemben zato, ker bo pomenil neko obliko pritiska na ta grdo vlado na Madžarskem in na Poljskem in seveda tudi v Sloveniji, to se je izkazalo. Ampak zakon podpira tudi Evropska ljudska stranka. Dobršen del ali pa večina Evropske ljudske stranke je podprla ta zakon, jaz pa ne. Vaša stranka je del Evropske ljudske stranke. Ja, ampak to še ne pomeni, da moramo glasovati po ukazu, tako kot rečejo v sekretarijatu Evropske ljudske stranke. Moram reči, da smo v zadnjem letu kar precej glasovali drugače v nasprotju z EPP. Jaz mislim, da je ta mandat bil zgubljen mandat, zgrešen mandat, da smo šli pretirano na levo skupaj z liberalci in socialisti. Vse, kar se tiče zelene politike, recimo odnosa do kmetijstva, ki smo ga skoraj da uničili z raznimi ukrepi, ki so izhajali še iz obdobja Timmermansa. On je bil prvi podpredsednik Evropske komisije in seveda izrazito proti kmetijstvu. Na Nizozemskem so celo zaprli 6,000 kmetij zaradi ukrepov te zelene politike. Poleg tega smo imeli zelo slabe odnose do evropskega gospodarstva, zlasti do evropske industrije in zlasti do dizla, ki je otrok evropskega gospodarstva, simbol evropskega gospodarstva, in sprejeli določene zaveze, ki jih enostavno ne moremo resničiti in bomo morali v tem mandatu popravljati stvari. Ja, se do tja še prideva. Zdaj vrniva se k dokumentom, ki ste jih pridobili. Ustavno sodišče se je že odzvalo. Tema pogovora ni bil RTV, pravijo na Ustavnem sodišču. Vi jim ne verjamete? Ne. Torej trdite, da na Ustavnem sodišču lažejo? No, jaz jim ne verjamem, niti ne verjamem Veri Jourovi in naj razkrijejo to tretjo točko opomnika in bomo videli. Ampak tukaj moramo vedeti, da gre za formalne pogovore. Tukaj gre za opomnike, ki so avtorizirani po Jourovi. Seveda pa obstaja še tisti neformalni del politike, ki je tudi zelo pomemben, tistega pa seveda ne moremo vključiti, ker nimamo nobenih dokazov. Ampak sosledje dogodkov je pa prav neverjetno in če bi verjeli izjavi Ustavnega sodišča in pa Vere Jourovi, jaz bi se počutil malo prevaranega kot državljan Evropske unije. Predlagam, da se dotaknemo vsebine nekaj ključnih citatov razkritih dokumentov. Gre za dokumentacijo, ki so jo pripravili Veri Jourovi, s katero je prišla v Slovenijo in si očitno ustvarila vtis o Sloveniji po vladi Janeza Janše. Citiram: Golobova stranka je na volitvah prepričljivo zmagala, saj so se volivci mobilizirali proti ekscesnemu načinu vladanja premierja Janše, da bi vlada začela z reformami po koncu napetega obdobja pod Janšo.
opažajo pozitiven premik pod novo vlado, kar se tiče medijev. Prejšnja vlada je povzročila pritiske na novinarje in preko svojih, tako pravijo, nastavljencev omajala uredniško neodvisnost. Očitala je politično vmešavanje in zlorabo policije. Resna kršitev uredniške neodvisnosti. Je to, kar si je Evropska komisija misli v Sloveniji, gospod Zver, na podlagi teh dokumentov? Ja, očitno je, ali pa vsaj del Evropske komisije. Vera Jourova izhaja iz leve politične opcije, je liberalka, spada v isto družino, kot sem že prej omenil, kot Golobova vlada. In nisem si pa predstavljal tako nekorektnega odnosa do države članice. Ne. Tudi če je kakšen komisar iz nasprotne politične opcije pride v neko državo, kjer je vlada druga, ne, je vse neko mero dostojanstva mora pokazati, ne more recimo sprejemati nekih ali pa izražati nekih stališč, ki so izrazito politična. Ne. In Vera Jourova je to naredila, po mojem mnenju celo ne samo izražala stališča, celo več, je vplivala na sam proces in to se milo rečeno ne spodobi. Ne. Jaz ne vem, če bi naši komisarji iz vrst Evropske ljudske stranke nastopali tako ali če so, da je nisem slišal za noben primer. Praktično je to nažalost en redkih ali pa celo edini primer v tem mandatu, da se je nekdo lotil tega vprašanja, ki ni samo osebno. Ne gre za to, da bi jaz dokazal, da je Vera Jourova naredila nek prekršek ali napako. Gre za načelno vprašanje, ne? Ali ima Evropska unija, Evropska komisija pravico intervenirati na področje, ki niso skupne politike, ker jih nič ne briga, ker so avtonomno polje držav članic. Ne. Tukaj gre za kršitev načela subsidiarnosti, ki je eno najbolj pomembnih načel, ki izhaja iz pogodbe o Evropski uniji, se pravi Lizbonske pogodbe. Torej, ta dokument so sestavili, čeprav razumem, vaši politični nasprotniki. Kdo je to sestavil Veri Jourovi? Ne? Kdo tako razmišlja o Sloveniji, o vaši vladi? Ja, poleg njenega sekretariata so seveda z njo sodelovali tudi kakšni iz Slovenije, ne, ki so ji pomagali, ne, pripravljati vse te dokumente. Če bi dobil jaz vse zahtevane dokumente, bi vam lahko odgovoril na to vprašanje. Ne. Zahtevali smo tudi e-mail komunikacijo, ne, med obema stranema in iz nje zagotovo bi izhajali odgovori na to vprašanje. Namreč marsikdo se sprašuje, ne, pa saj Evropsko komisijo vodi Ursula von der Leyen, ki pripada isti politični skupini kot SDS. Zakaj se nihče drug potem ni oglasil iz vaše politične skupine? Jaz upam, da se še bodo, ker praktično je ta afera izbruhnila sedaj, čeprav že traja celo leto, ta mantra, ne. Ampak mislim, da se bodo oglasili, nisem pa prepričan, kaj bo izjavila Ursula von der Leyen, ki ima sedaj seveda neke druge težave, vpeta v neke druge afere. Vam je zdaj lažje, ker je niste podprli? Ne vem, ampak jaz sem že večkrat rekel, ona je v tem mandatu pripeljala politiko do te mere, da je več ne more popraviti. Ne? Zato bilo boljše, da bi bil nekdo drug predsednik Evropske komisije in da bi recimo mi te nekatere zaveze, ki jih imamo iz paketa zelene politike, kmetijstva, gospodarstva, boljše, da predamo zgodbo nekomu drugemu, ki bo to lažje storil. Ne? Ona bo težko popravljala svoje napake za nazaj in jih tudi po mojem ne bi. Zato sem jaz bil proti in tudi SDS je uradno ni podprla. Ne? Kakšna bo pa njena reakcija na to zgodbo? Lahko celo, da ne bo nobene, da se pred volitvami ne bo poskušala dotakniti tega vprašanja, ki ni najboljše za njo in tudi za Evropsko komisijo, ker kaže na to, da Evropska komisija deluje slabo, nekoordinirano. To se vidi tudi iz zadnjega poročila Evropske komisije, ki je zgodbo ocenjevalo na temelju lanskega iz maja dodanega poročila. Ne? Zdaj v teh opomnikih Vere Jourove piše tudi, da je predlog zakona bil sprejet po nujnem postopku kot sredstvo za depolitizacijo javne radiotelevizije, potem ko so bili na ključne položaje imenovani zavezniki prejšnje vlade. Ali Vera Jourova to res verjame?
Jaz mislim, da. Jaz mislim, da ima isto matrico. Da gre za depolitizacijo. Ja, in celo notri definirajo, kaj depolitizacija pomeni, oziroma pišejo, da predpogoj za depolitizacijo je odstranitev sedanjega programskega sveta in vodstva RTV. Ne? To je zelo čudna formulacija, ampak očitno verjame, da je politizacija samo takrat, kadar gre za vpliv desne politike, kadar gre za vpliv leve politike ali vlade, pa ne. Notri govorijo celo, da poskušajo odstraniti vpliv političnih strank na oblikovanje teh gremijev na javni radioteleviziji. To, da recimo kabinet predsednika vlade določa, kdo bo sedel zdaj v teh gremijih, to ni problematično. Oni določajo, kateri predstavniki nevladnih organizacij bodo v teh gremijih. To ni politizacija. Politizacija je, če parlament sprejme neko odločitev, kdo bo sedel v teh gremijih. Torej, zdaj pa res gre za politizacijo. In tudi nova novela zakona o medijih, ki jo je dala zdaj v javno razpravo slovenska vlada, določa točno to. Popolnoma politizacijo celotne strukture RTV in še omogoča recimo tudi čistko na medijskem prostoru, ne samo pri posameznih novinarjih, ampak tudi medijskega prostora. Torej, palica in korenček. Korenček za dominantne mainstream medije in pa palica za vse ostale. Tudi zato so se nekateri zelo zbali, recimo katoliški zasebni mediji, da ta zakon omogoča neko pravno podlago tudi za ukinitev le-teh. Gospod Zver, oglasila se je tudi vaša kolegica, evropska poslanka Irena Joveva, ki ste jo prej omenjali. Čudi se nad včerajšnjo tiskovno konferenco vas in gospoda Janše, češ da zavajata, da je to itak naloga evropske komisarke, ki je za to pristojna, da se zanima za stanje medijev v Sloveniji, da so takšni obiski nekaj povsem normalnega. In tudi stališče Evropske komisije, vsaj njene službe za odnose z javnostmi, potem kar smo videli danes zjutraj, je enako. Joveva je poleg ustavnega sodišča obiskala tudi seveda predstavnike slovenskih medijev. Kar se obiskov ustavnih sodišč tiče, jaz sem jo povprašal lani, koliko ustavnih sodišč je obiskala in ni odgovorila na to vprašanje. Potem sem pa vprašal raziskovalno skupino Evropskega parlamenta in oni so mi nemudoma odgovorili, da 3, poleg češkega, še romunskega in pa seveda slovenskega. In 2-krat slovenskega. Ja, 2-krat, enkrat slučajno ob robu nekega dogodka. No, kasneje je bilo ugotovljeno, da je obiskala še 2, se danes tako pravi, ampak to ni njena osnovna naloga, recimo. Rad bi videl, če bi solila pamet nemškemu ali pa francoskemu ali pa kakšnemu ustavnega sodišča iz kakšnih močnih držav, ki seveda niso sprejeli. Pri medijih, recimo, je bil zanimiv kontakt, ko je začela pogovore z njimi, je rekla, vem, da preživljate težke trenutke, ampak bo prišel čas reform tudi medijskega prostora, in v glavi je imela Evropski zakon o svobodi medijev in pa seveda pričakovano reformo slovenskega medijskega prostora, ki jo predstavlja sedaj ta novela, ki je v javni razpravi. Skratka, tudi tukaj že nakazala izrazito pristranskost. In tudi, ko govori, vem, da je slovenski politični prostor politično zelo razdeljen, so stara vlada in privrženci predsednika prejšnje vlade in pa zelo pozitivno nova vlada, in ki se ji pridružujejo mediji, pazite, mediji in pa nevladne organizacije. No, to shemo je nekdo vrisal v glavo in imela tako predstavo, da je ekscesna Janševa vlada in sedaj zelo pozitivna nova vlada Svobode. In ni čudno, da je ravnala tudi v skladu s temi svojimi predstavami. Zdaj, Irena Joveva med drugim na Twitterju piše tudi o tem, da so bile vse evropske institucije obveščene in da dobro vedo, da je prejšnja vlada recimo izvajala pritisk na STA, češ, da ste v bistvu sami povzročili
da ste bili očrnjeni pod prejšnjo vlado v luči evropskih institucij. Kako odgovarjate na to? To, kar je bilo z STA, je bilo bolj formalno pravno vprašanje. Če bi bivši direktor STA ravnal v skladu z pravili, s pogodbo, ne, do tega sploh ne bi prišlo, ne bi bilo nobenih težav. Ne. In to tudi vedo seveda v Evropi poznajo obe plati zgodbe, ne samo to, kar Joveva govori. Joveva je zelo tesno sodelovala z Jourovo, to sklepam potem, da sta dale obe iste razlage, ko je bil sprejet, ko je bil usklajen akt o medijski svobodi. Obe sta ga razumeli kot možnost obliko pritiska na države članice, kar je seveda grozno, če Evropska unija sprejema nekatere direktive ali pa regulacije, ne, na ta način, da ima dvojna merila, da je treba umiriti ali pa kontrolirati zgolj ene, to pomeni desne vlade, je to seveda slabo. Tudi za prihodnost Evropske unije. Če ne bomo v tem mandatu, v naslednjem mandatu ustvarili neko ravnotežje, ne, bo to težko. Tudi če imamo mi, prej ste omenili, vse ste imeli, imate predsednico, ki izhaja iz vrst EPP. Tudi če imamo svoje komisarje iz vrst EPP, to še ne pomeni, da EPP pokriva zgodbo. Ne? Zato, ker so odločujoči dejavniki so na drugi, tretji in četrti ravni in tisti določajo dejansko politiko. Kot izhaja iz dokumentov, ki ste jih pridobili, so Verjovi napisali, ne, da je šlo za ekscesno vladanje premijerja Janše in da je zato Golobova stranka na volitvah prepričljivo zmagala. Vas bom vprašal, kako vlada Golobova vlada, da v javnomnenjskih raziskavah SDS-u kaže na 4 mandate v Evropskem parlamentu ta hip, da prepričljivo vodi. Kaj se je spremenilo v tem času? Ja, javno mnenje se pač obrnilo proti, zato ker je nastopil Golob predvolilni kampanji zelo populistično in demagoško in ljudje radi verjamejo stvarem. No, potem pa se je zgodil trenutek resnice in te obljube niso bile izpolnjene, zaradi tega je podpora hitro padla. In zdaj je res nek ugoden trenutek tudi za opozicijsko stranko, za nasploh vse opozicijske stranke, da se poskušajo dokazati ravno na teh volitvah. Ne? In dominantna na desni stranki je SDS in jaz sem prepričan, da bomo ponovno dobili te volitve, 4. zapored, da smo 3-krat prepričljivo zmagali in verjetno bomo tudi tokrat. In nisem prepričan, da bo druga na lestvici Svoboda, ker i rejtingi kar hitro padajo, tudi sami imajo težave pri sestavi recimo ekipe za evropske volitve, ne? Tako da se lahko zgodi tudi kakšno presenečenje na evropskih volitvah. Zakaj SDS, kot ste sami rekli, zmaguje na evropskih volitvah, doma pa ima toliko težav? Doma nima težav, ker tudi dostikrat zmaguje, ne, zlasti na lokalnih volitvah, pa tudi na nacionalnih. Na evropskih pa zato, ker ima najbolj proevropsko publiko. Torej, volilno telo SDS je veliko bolj proevropsko usmerjeno kot tisto na levici, ki včasih še vedno kažejo ali pa izražajo željo po Beogradu ali pa Moskvi. Ne. Torej, SDS ima najbolj proevropsko volilno telo, zaradi tega se tudi volilno telo bolj udeležuje volitve kot levica. Ali so v stranki kdaj razmišljali, da bi svojo trenutno evropsko politično skupino zapustili? To še ni na dnevnem redu SDS-a, ampak lahko rečem moje osebno mnenje, ne, da je potrebno nekaj spremeniti v Evropski ljudski stranki. Mi smo doslej pretirano odpirali vrata levim strankam na evropski ravni in zaradi tega smo tudi zagrešili veliko napak skupaj z socialisti, zelenimi, liberalci, kar se tiče Fit for 55, tega krovnega programa Evropske unije v tem mandatu. In to bo treba popraviti. In naša želja je, in to smo povedali tudi voditeljem Evropske ljudske stranke, in se tudi strinjajo z nami nekateri, zlasti iz CDU, da bo potrebno bolj odpreti vrata na desno.
torej tudi konzervativcem, brez katerih enostavno ne smemo več sprejemati nobenih strateških odločitev. In konzervativci se krepijo, ne, vse vprašanje je bilo, Viktor Orban je močna figura med njimi, Janez Janša in Viktor Orban sta dobra prijatelja, to ni skrivnost, ne, pa ni bilo nekih pogovorov v tej smeri, vsaj kakšnega vabila. Ne, doslej tega ni bilo, pa tudi ne bo pred volitvami. Ne. Te koalicije se bodo sestavljale po volitvah, odvisno tudi od rezultatov samih volitev. Jaz pričakujem nagib v desno tokrat, ne. In upam, da se bo to zgodilo in da bo... Čemu to pripisujete? Javnomnenjskim anketam. Mislim, ta nagib v desno boli negativno. Zato, ker smo šli v tem mandatu, ali pa so šli, ne, pretirano na levo, ne, in so osiromašili in naredili evropsko gospodarstvo premalo konkurenčno. Zlasti avtomobilsko industrijo so grozili in kmetijstvo, kot sem že prej povedal, z pretiranimi zavezami, ne, zelenimi zavezami, in to enostavno ne gre tako. Ne morejo politiki sprejemati gospodarskih odločitev brez gospodarstvenikov, in to se zdaj v Nemčiji vidi. Angela Merkel je naredila ogromno škode nemškemu gospodarstvu, tudi odpovedi jedrske energije. Nemci imajo sedaj velike težave, ne. Praktično niso vlagali v vojsko. Nemčija je vlagala predvsem manj kot celo Slovenija, ne. Oni so vlagali 0,7%, zato je bil Trump v prejšnjem mandatu tako oster včasih do Angele Merkel, ne, ker je rekel, plačuj svojo storitev za varnost, ne bom ti jaz več plačeval, recimo. To je bil značilen dialog med njima, ne. In šele zdaj Nemčija spoznava vse te napake, ki so bile povezane tudi z migracijami, kot veste, in še z nekaterimi drugimi. In Nemčija bo morala močno popraviti tudi svojo politiko. No, ko omenjate evropske konzervativce, ki jim je treba dati priložnost, številni zagovarjajo vsaj deloma politiko Vladimirja Putina, ne? Med drugim tudi Orban je z njim ohranil dobre odnose. Kako gledate pa na to? Ja, v Evropskem parlamentu recimo skrajna desna in skrajna leva kar podpirata Putina, ne. Imamo tudi nekaj afer, so poznane iz tega. Zadnjič je bila odkrita ena agentka, ne, Moskve v Evropskem parlamentu, medtem ko ostale politične stranke, ne, pa ne podpirajo Putina, in to se vidi iz glasovanja o Rusiji, recimo, ne. Še v prejšnjem mandatu recimo bi lahko rekel, da je bilo okrog 60-70 takih stalnih podpornikov ruskega režima. V tem mandatu je ta številka malo nižja, ne. Ampak recimo tisti, ki so se vzdržali, lahko smatramo, da tudi podpirajo, ampak nikoli ni prišla številka čez 130. V tem mandatu je ta številka bistveno nižja, kar pomeni, ne, da si Putin s to agresijo na Ukrajino ni pridobil novih prijateljev, ne, ampak večjemu marsikoga odvrnil, ne. Seveda pa njegova agentura deluje s polno močjo v Evropski uniji, ne, imajo močno mrežo v vseh državah, tudi Sloveniji, ne. En primer, da nekoga izženejo, to praktično ni nič, to ima neko simbolno vrednost v javnosti, ampak jaz se bojim, da je Putin veliko močnejši, kot kažejo kakšne izjave, recimo uradnih organov. Bom vas vprašal še nekaj občutljivega, ker je pač to zunanje politična tema na dnevnem redu. Zdaj, tudi glede vprašanja Izraela in Palestine se je domača politika pa zunanja politika razdelila na dva tabora, vsaj tako se zdi. Ampak nikomur, navadnim ljudem, ne, pa ni prav gledati otroke, ki trpijo, ne, tiste podobe, ki prihajajo iz Gaze. Gospod Zver, kaj bo Evropska komisija glede tega storila v prihodnje? Kaj lahko stori? Veste, kaj Evropska unija nikoli ni igrala pomembne vloge pri tem vprašanju bližnje vzhodne. Pa bi ga mogla. Pa bi ga mogla, zato ker mi dajemo večino denarja za Palestince, ne, ki itak nič ne delajo, oni živijo od pomoči, ne. In Evropska unija je tu glavni donator, in kadar je kakšno vprašanje bilo, ne, kadar so se dobili recimo na
poskusih pogajanja Izraelci in Palestinci Evropska unija ni bilo zraven. Bila je ameriška sekretarka, ne, pa še mogoče kakšne ruski, in to je bilo vse. Nas noben nič ni vprašal za nobeno mnenje. Mi samo vedno plačujemo Palestincem in jih vzdržujemo njihovo skupnost. In danes je tudi meni hudo, ko gledam te posnetke. Ne. Morate pa vedeti, da mi je bilo hudo tudi takrat, ko je Hamas napadel Izrael, in moramo tudi verjeti, da ima Izrael pravico, da tega svojega sovražnika uniči. Ampak dokam lahko gre, glede na, ne vem, število žrtev? To se zdaj marsikdo sprašuje. Težko je govoriti o številkah, to je težko, ne? Ampak dejstvo je, da Hamas več ne bo nikoli normalen sogovornik kot predstavnik Palestine. Tudi onemogoča demokratične volitve. Ne? Tam skoraj 2 desetletji ni bilo volitev, ne? In Hamas nima tudi neke legitimnosti, da bi predstavljal palestinsko ljudstvo. Tam bi morali izvesti nove volitve z novim vodstvom, tudi druge stranke obstajajo, ampak Hamas je na silo podredil praktično vse inštitucije v Palestini. Tako da jaz drugega razpleta kot uničenje Hamasa ne vidim, in šele to bo predpogoj za to, da se bodo začela pogajanja z Izraelom, in ta pogajanja se morajo, rezultat teh pogajanj mora biti uresničen koncept 2 držav. Torej, da priznajo Palestinci tudi Izrael, doslej ga niso. V šolskih učbenikih, kurikulih na Palestini vsebujejo take trditve, da je treba Izrael uničiti, ne? Da je Izrael sovražna država, ki nima pravice obstoja. In to mi tudi financiramo z Evropske unije. Jaz sem že večkrat zahteval, protestiral, da se to dogaja. Mi smo dobili njihove učbenike na klopi, kjer so protižidovski element, ker se spodbuja to sovraštvo. Ne? A Evropska komisija zdaj ima neko enoznačno pot? Mislim, da stoji... Osnovna strategija obstaja, recimo. Ne? To sta 2 države, koncept 2 držav, torej da se medsebojno priznata, in to je tudi nujno za rešitev, recimo, tega večnega konflikta. Ne? Ampak recimo ta konflikt zdaj terja smrtne žrtve, ne? Se pravi, kaj narediti, da teh smrtnih žrtev več ne bi bilo? Ja, začetek pogajanj. In tu bi lahko tudi druge države pomagale pri tem, sami ne bodo rešili, ne Izraelci, ne Palestinci. OZN bi morala biti tukaj veliko bolj dejavna. Imamo OZN in predsednika, ki je popolnoma papirnati tiger, niso sposobni doumeti razmer v mednarodnem okolju, in brez tudi velesil se to vprašanje ne bo rešilo. Še eno vprašanje. Ne? Pred 5 leti, ko so bile na zadnje evropske volitve, 2 takšnih oboroženih spopadov ni bilo. Ni bilo niti korone. Ne? Če pogledava, kaj vse se je zgodilo v zadnjih 5 letih, v kakšno obdobje po vaše zdaj vstopamo in kakšen faktor mora biti tu Evropska komisija tudi v luči tega, da zaščiti vse državljanke, državljane Evropske unije? Evropska unija bi tukaj na tem področju bi pa res morala dobiti malo večje kompetence. Ne? Evropska komisija kar grabi svoje pristojnosti na področjih, kjer jih ne bi smela. Na področju obrambe in zunanje politike pa bi morala biti malo bolj enotna, predvsem zato, ker je v Evropi nastal en varnostni vakuum. Ko se je Amerika praktično umaknila iz Evropske unije in se usmerila, bolj fokusirala na azijsko-pacifiško območje, in tudi odšla iz Afganistana, zapustila Sirijo in to srednjo azijsko območje, je tukaj nastal en varnostni vakuum, ki ga sedaj Putin izkorišča. Ne? In pa Iran. Iran postaja vedno bolj močna regionalna sila, močno pomaga tudi Rusiji z orožjem, imajo odlično vrhunsko vojaško industrijo, ne? In tukaj je postala Evropska unija ranljiva. Zaradi tega je pomembno, recimo, da se več vlaga v obrambo. To se zdaj že dela in veliko še nas čaka, zlasti pri vojaški industriji, ki mora biti bolj usklajena. V Evropi imamo ogromno majhnih podjetij, recimo, ki delajo za vojaško industrijo.
28 tovarn za oklepnike, recimo Američani imajo samo 3. Skratka, mora biti veliko bolj usklajeno, da bomo lahko bolj učinkoviti. In tu, ravno zaradi tega konflikta z Rusijo, je to zelo pomembno. Mi moramo hitro ojačati vojaško industrijo, da bomo bolj samooskrbni na področju varnosti. Morda samo še to, kaj pomeni za geopolitične razmerja morebitni preobrat v ZDA in vrnitev Donalda Trumpa? To je res vprašanje za $1 milijon, ne. Težko rečem kar tako, ampak lahko se zgodi, da bo pa Trump napravil, ne bom rekel, neki red v mednarodni skupnosti, ampak lahko pa zaustavi te vojaške spopade. Lahko pa vaše posreduje tudi v Izraelu? In v Izraelu, zadnjič je že nakazal to, in tudi v vojni med Rusijo in Ukrajino. Morda samo še tole, ker sta s tem začela. Kaj pravzaprav zdaj želite doseči s to tožbo na sodišče Evropske unije, če sem prav razumel? A vi želite odstop Vere Jourove? Kaj želite doseči? Seveda, odstop bi bil neka normalna reakcija komisarke za transparentnost, ne. Zagotovo bom na sodišču dokazal svoj prav in njene kršitve, ampak tukaj niti ne gre samo za ta moj spopad z njo, ne. Jaz nimam nobenih želja po nekem moralnem zadoščenju, da zmagam nad njo. Gre bolj za načelno stališče, ki bi ga rad izrazil takole, ne. Evrokrati, tisti, ki imajo moč v Bruslu, ne smejo nikoli poseči po inštrumentih pritiska na države članice. Evropska unija je zveza držav, nacij, ki so prenesli del svoje suverenosti na Bruselj, recimo, ne, na višjo raven, ampak to se ne sme zlorabljati. In Vera Jourova je ravnala tipično tako, kot ne bi smela, in zato gre bolj za načelno zgodbo, ne. Države članice morajo ohraniti svojo vlogo in status, kot ga imajo po Lizbonski pogodbi. In noben evrokrat tega ne sme preprečiti. Kako boste prepričali javnost, da imate prav, če pa morate do te javnosti priti preko medijev, ki pa so v vas videli težavo? No, ne vsi mediji, ne. Danes je... Veste, včasih so dominantni mediji popolnoma obvladovali družbo, ne, še v času totalitarnega sistema še posebej, ampak danes niso vse mogoče, ne. Danes je situacija precej drugačna, imamo tudi nove družabne medije, ki hodijo po nogah tudi dominantnim medijem in do javnosti priješ z lahkoto, ne. Je to ugotovil tudi premier neposredno zdaj nagovarja preko Instagrama svoje sledilce? Ja, premier ali pa tudi voditelj opozicije je večji ali pa bolj vpliven medij kot kakšen dnevnik ali pa Večer, recimo, ne. Tako so se situacije spremenile zaradi teh novih možnosti, tako da je sprejemvalec ali recipient teh sporočil, ki so jih v preteklosti pošiljali tisk, radio, televizija, ne, danes ni več odvisen samo od njih. Nasprotno, lahko je tudi sam postane medij in tudi sam vpliva na javno mnenje. Tako da jaz se tega ne bojim več. V preteklosti je bilo precej bolj težko, ne. Danes lažje priješ do medijev, vrsto malih, manjših medijev ali pa srednje velikih, recimo, kot je ta vaš, igral tudi svojo pomembno vlogo pri oblikovanju slovenskega javnega mnenja in tega je vedno več. Tudi veliko lokalnih medijev je. Slovenija je verjetno medijska krajina, ki je bolj razvita kot avstrijska ali nemška, ne. In če se pelješ od Lendave do Kopra, ne, lahko spremljaš na stotine radijskih postaj, ogromno je tudi TV lokalnih postaj, ki so svojevrstna konkurenca dominantnih medijev. No in to je tudi eden od razlogov, zakaj se spreminja medijska zakonodaja, ker vlada želi oziroma leve vlade želijo podpreti te dominantne medije tudi finančno. Direktno, z proračunskim denarjem in pa preko oglaševalskih politik, ne. In jaz mislim, da je to eden od razlogov, kjer morali ti mediji, novi mediji, manjši mediji stopiti skupaj in da se sprejem te nove zakonodaje prepreči.
Tudi vaše mlajše tekmice z liste SDS prisegajo na družabno mrežo. Vas je kaj strah? Z novimi pristopi, da uspejo prepričati več ljudi? Ne, oni dve imata svoj mehurček, ne, in sem vesel, da pridno in delata na njem. In ne nazadnje pa tudi mi starejši, ne, ki nismo tako vešči recimo vseh teh novih medijev, smo prav tako kar aktivni na njih, tako da težko rečeš, da nekdo, ki spremlja te nove medije, bo glasoval na volitvah samo za tiste, ki se propagirajo bolj s temi novimi mediji. Doktor Zver, samo še tole. Nekaj časa ste že v Bruslju. Kaj vam je še izziv ta hip za naslednji mandat? Kaj je vaš največji izziv? Jaz mislim, da vedno je v politiki tako, da reče politiki, te volitve so najbolj pomembne doslej, ne? Ampak res bo treba ljudi prepričati, da so te volitve pomembne, da se spremenijo nekatere stvari, ki so šle narobe v tem mandatu. Vi ste omenili že vojno situacijo, ki je popolnoma spremenila, ne, situacijo tudi v Evropski uniji. Prej je še bil Brexit. Ko sem prvič stopil na evropska tla, je bila samo finančna kriza, ki se je relativno z lahkoto rešila takrat. Je sicer spodbudila nekatere druge krize, ampak vendarle, ne, kasneje pa so se zgodili veliki tektonski premiki v Evropski uniji in bi človek pričakoval, da bodo Evropsko unijo vodili ljudje, ki imajo neko karizmo, izkušnje, ne, ki so močni, ampak to nam ni uspelo. Ne. Nažalost, vsi predsedniki razen recimo Evropskega parlamenta, gospa Metsola je izjemno dobra in uspešna, ne upravljajo dovolj dobre vloge. Ne. Evropa bi potrebovala te hip močne voditelje, da bi lahko popeljala Evropo naprej in se obranila, povečala svojo odpornost, tudi varnostno, obrambno, in pa tudi gospodarsko, da bi postala bolj konkurenčna. Zato potrebujemo novo ekipo ljudi, ne stare. Zato smo bili proti recimo von der Leyenovi. Zato, ker so dejansko pred Evropsko unijo zdaj odločilni trenutki. Ne. Nekoč je bilo lažje, še bila Britanija z nami, bili smo najmočnejši gospodarski faktor na svetu, Kitajska ni grozila Evropske uniji, Rusija ni vojaško grozila Evropi. Ne. To so bili idealni časi. Danes so pa časi, ki zahtevajo izkušnje politike, premišljene politike in tudi karizmatične voditelje. Ja, in ne glede na to, oziroma glede na to, kaj vse smo videli v zadnjih 5 letih, ne, se res lahko vprašamo, kako bo pa čez 5 let. Dr. Milan Zver, hvala za obisk na Domovini. Hvala za povabilo. Vam pa, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za pozornost. Lep pozdrav in nasvidenje.